Vabilo na novinarsko konferenco ste dobili, kot veste, bo ministrica pač povedala svoje, kar je že včeraj napovedala v zvezi s tem spremembami in dopolnitvami zakona o varstvu potrošnikov, da ne zgubljamo časa in besed. Prosim, ministrica. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi najprej se rada pravzaprav upravičila slovenski javnosti, ker smo jih po mojem mnenju in sedaj, ko sem proučila podrobno to zadevo in ta predlog zakona o varstvu potrošnikov povzročili oziroma po nepotrebnem smo jih pravzaprav vznemirili. Po nepotrebnem pravim zaradi tega, ker je priprava samega zakona o varstvu potrošnikov še čisto na začetku. Zakon je pravzaprav v javni obravnavi in javna obravnava je pravzaprav mesto, kjer se zakon in posamezni členi in njegove rešitve podrobno pregledajo in seveda tudi v javni razpravi najdejo najprimernejše rešitve in pa seveda tudi odpravijo kakšne take čudne rešitve, kot so bile predlagane v tem zakonu. Zato z tega vidika želim tudi poudariti, da mogoče tudi reakcija strani Zveze potrošnikov Slovenije tako huda, takoj na tiskovko zaradi enega člena zakona mogoče ni bila ravno ta prava. Mi na leto naredimo kar precej zakonov, pa seveda že v javni razpravi, še preden pridejo zadeve v javnost, marsikatero kakšno takole stvar uredimo in ne razburjamo po nepotrebnem javnosti. Vendar seveda to ne pomeni, da lahko to kar prezrem, predvsem pa v tem primeru ne morem prezreti dejstva, da je šla sama priprava zakona o varstvu potrošnikov in tudi vse predlagane rešitve v javnost mimo moje vednosti. To pa je problem. In na ta problem seveda je potrebno rešiti. Dejstvo namreč je, da sem o rešitvah zakona o varstvu potrošnikov in o tej rešitvi, da z spremembami zakona pravzaprav ukinjamo ene vrste garancij in sicer obveznih garancij za tehnično blago, bila seznanjena iz medijev. To je seveda nesprejemljivo. Absolutno nesprejemljivo, še posebej, ker tukaj gre za nek poskus zmanjševanja varstva pravic potrošnikov, to pa jasno, da ni v mojem interesu in tudi ne v interesu te vlade. Dejstvo pa je, in to moram povedati, da te obvezne garancije za tehnično blago, ki jih imamo uvedene v našem zakonu o varstvu potrošnikov, so nek unikum v evropskem prostoru, ne samo v Evropski uniji, tudi širše. Nikjer drugje ne poznajo takega inštrumenta, kot so garancije za brezhibno delovanje blaga, ki bi bil obvezen. Vse države imajo pravzaprav uvedene garancije za stvarno napako, te so obvezne, ne pa garancije za brezhibno delovanje. Garancije za brezhibno delovanje se običajno dajejo na prostovoljni podlagi, proizvajalci oziroma prodajalci jih dajo z namenom, da na ta način pridobijo svoje kupce oziroma da na ta način njihov proizvod naredijo bolj konkurenčen ali bolj zanimiv za skupino določenih kupcev. Vendar, seveda, glede na to, da ta inštrument v Sloveniji obstoji že kar 40 let in da smo potrošniki pravzaprav nanj navajeni, da ga razumemo in tudi izkoriščamo, je bilo seveda v tem zakonu, po mojem mnenju, popolnoma neprimerno, da smo šli v ukinitev tega inštrumenta, ki pač predstavlja eno višjo raven varovanja pravic potrošnikov, kot ga zahteva Evropska direktiva o varovanju potrošnikov. In moji sodelavci seveda so zagovarjali to vključitev te ukinitve garancije v zakon s tem, da tako zahteva Evropska direktiva. Jaz sem si danes ponoči vzela čas in pregledala vso komunikacijo z Evropsko komisijo in danes lahko rečem, da v tem primeru je šlo absolutno za en nesporazum, za napačno razumevanje same
evropske direktive oziroma bolj natančno rečeno za napačno razumevanje zahtev, ki nam jih je Evropska komisija postavljala v opominih v zvezi z ureditvijo varovanja potrošnikov v Sloveniji. Jaz moram tukaj tudi povedati, da to ni neka stvar, ki je nova. Opozorila Evropske komisije, da nimamo usklajenega zakona o varstvu potrošnikov z Evropsko direktivo, se vleče že od leta 2004. Vendar do sedaj seveda noben minister na tem področju ni naredil ta pravega koraka še v to smer. Seveda Evropska komisija pa čas se je iztekel in seveda Evropska komisija zdaj pa zahteva dokončno uskladitev. No vendar ta uskladitev, kot mi je zdaj znano, te rešitve ne vključuje in bomo seveda poskrbeli, da bo v nadaljni javni razpravi predlog zakona o varstvu potrošnikov tak, da ne bo omejeval ali pa zmanjševal že pridobljenih pravic varstva potrošnikov. No, kot sem rekla, glavna zamera pravzaprav in glavni problem tega primera zakona je v tem, da se je zakon peljal mimo mene. Seveda je bil s tem v določenem trenutku ali v določeni fazi seznanjen moj državni sekretar, dr. Viljem Pšenični, ki seveda je vse rešitve obravnaval in tudi odobraval v moji odsotnosti. Jaz sem bila namreč v tistem času, ko se je zakon dajal in pripravljal v javno obravnavo v Ruski federaciji na obisku z predsednikom dr. Tirkom. In seveda državni sekretar ni vedel in ni bil obveščen, da zadeva ni usklajena z mano in seveda tudi dovolil, da so določeni dokumenti bili podpisani in posredovani v javno obravnavo. Ker se čuti odgovornega, mi je danes ponudil svoj odstop. Vendar sem se odločila, da njegovega odstopa ne sprejmem. Pač pa se mi zdi prav in sem ocenila, da je prav, da pa odgovornost za vso to nejevoljo, za vso to slabo voljo, ki smo jo s temi predlogi zakona povzročili v javnosti, da pa to odgovornost prevzameta tisti dve osebi, ki sta odgovorni bili za pripravo predloga zakona in za pripravo rešitev, in to sta direktor direktorata za notranji trg, dr. Peter Vrtačnik, in pa direktorica urada za varstvo potrošnikov, gospa Mojca Burgar. Zato bom vladi danes predlagala njuno razrešitev. Po mojem mnenju je namreč čas, da ne samo ministri, tudi jaz se počutim seveda odgovorno. Sem odgovorna za to, kar se je dogodilo v tem primeru, ampak po mojem mnenju je čas, da v tej državi in v tej državni upravi začnejo svoj del odgovornosti prevzemati tudi tisti, ki so odgovorni na ministrstvih in v državni upravi za strokovno pripravo gradiv. Jasno je, da ministri ne delamo in ne pišemo zakonov, zato imamo na Ministrstvu za gospodarstvo 294 zaposlenih, da opravijo ta posel za nas. In moram reči, da tudi če samo Ministrstvo za gospodarstvo in to leto pogledam, mi smo sprejeli 22 odredb, pa okrog 20 uredb, pa 8 zakonov, za nobenega niste slišali, da bi bil kakršenkoli problem. To pomeni, da sodelavci dobro pripravljajo rešitve, jih usklajujejo z mano in seveda v javnost pridejo rešitve, ki so recimo bolj ali manj usklajene. V tem primeru ni šlo za tako, ta proces ni tekel tako in jaz mislim, da je moja odločitev, kar se tega tiče, na mestu. Seveda pa to ni edini ukrep. Ugotavljam namreč, da je na področju varstva potrošnikov potrebno narediti še marsikaj. Jaz sem se v teh dneh tudi odločila, da skličem oziroma organiziram sestanek z vsemi potrošniškimi organizacijami v Sloveniji, zato da dobim malo bolj jasno sliko, kaj pravzaprav se res dogaja na tem področju. In še en ukrep bom pravzaprav sprejela.
predlagala bom tudi to odločitev imam že na mizi in tudi že pripravljen predlog, predlagala bom ukinitev urada za varstvo potrošnikov. Prenos tistih nalog, ki morajo biti nujno izvedene v državni upravi, to pomeni priprava zakonov in seveda skrb za izvajanje teh zakonov, samo te funkcije bomo ohranili na Ministrstvu za gospodarstvo, izvajanje programov varstva potrošnikov pa bomo oddali seveda na transparenten način v izvajanje nevladnim organizacijam, potrošniškim organizacijam, ki jih imamo v Sloveniji kar nekaj in ki po moji oceni kar dobro upravljajo svoje delo in verjetno z malo bolj intenzivnim sodelovanjem z ministrstvom in z malo večjo pomočjo ministrstva bojo to delo verjetno še bolj učinkovito upravljali. Seveda vse skupaj z enim samim namenom to počnem, z namenom, da poskrbimo učinkovito za varstvo potrošnikov v Sloveniji. Toliko mogoče z moje strani, pa če so še kakšno vprašanje. Hvala, ministrica. Izvolite. Vprašanje na to temo. Andrej Čebok in Lomica. Mene se zanima, glede na to, da je imel v bistvu potem še prejšnji teden gospod Vrtačnik tiskovno konferenco na to temo, čeprav bi rekli stavke decembra, da vas ni bilo, se je to razvedlo, ampak zakaj je potem še zmer ta zakon prišel. In glede teh potrošniških organizacij, da boste zdaj njim predali za javni razpis, ocenjujete, da bodo potem stroški kaj nižji, oziroma ali bo to izvala samo ena organizacija ali bo skrbelo to konzorcij organizacij? No, to prvo vprašanje je zelo zanimivo. Jaz moram zdaj mogoče malo bolj podrobno pojasniti sam proces. Tiste ključne odločitve in tekst zakona je bil pripravljen 19. novembra, ko mene ni bilo v Sloveniji, ko sem bila v tujini. Potem državni sekretar se čuti odgovornega zaradi tega, ker me ni potem obvestil, da so določene stvari, da je bil zakon posredovan naprej in tudi določene rešitve že posredovane v Bruselj. To ni nič posebnega, seveda tega ni naredil zaradi tega, ker je bil prepričan, da sem jaz seznanjena z vsebino in da je vsebina zakona okej. Naslednjo informacijo, ki sem jo dobila v medijih, to je bilo en teden, mislim, da takrat, ko je imela potrošniška organizacija novinarsko konferenco in vidim tam in tudi meni se je zdelo malo čudno, kaj pravzaprav delamo. Seveda nisem bila takrat v službi, ampak smo vzpostavili komunikacijo in seveda sem mojim sodelavcem naročila, potem pa tudi še na kolegiju v ponedeljek, da naj resno razmislijo, ali so te rešitve prave in da če ni 100% res, kar so mi zatrdili, da v primeru, da tega člena, se pravi odpravo obveznih garancij, ne upoštevamo, da bomo dobili kazen strani Evropske komisije, da naj seveda ta člen zakona umaknejo. To sem jo naročila na kolegiju takoj. Ampak sem rekla, vidva bosta šla javnosti to predstaviti. Vidva sta pripravila ta zakon, vidva vesta, zakaj smo take strokovne rešitve noter zapisali, vidva jih tudi pred javnostjo obrazložita. In če sem čisto odkrita, moje pričakovanja so bila, da boste na novinarski konferenci tudi sporočila, da smo našli kakšne bolj optimalne rešitve. Vendar tega nista storila. Jaz sem se seveda potem začela spraševati, kaj je pravzaprav ozadje vsega tega. Ali imamo mogoče kakšen poseben interes, ki je vplival na moje sodelavce, to je lahko so trgovci, ali je mogoče politično ozadje, poskus moje diskreditacije, poskus politične stranke, ki ji pripadam, poskus diskreditacije vlade, kar ne bilo nič posebenega v tej situaciji. No, ampak potem, ko sem se pogovorila z obema, ko sem poskušala od njiju, ko sem jo poskušala razumeti, zakaj sta tako ustrajala pri teh rešitvah zakona, tudi potem, ko je bilo meni že kristalno jasno, da ta obveza Evropske komisije ni resnična, da nihče od nas ne zahteva tega, da gre tukaj za en nadstandard, ki ni prepovedan. Je unikaten v Evropi, to je dejstvo, ampak ni pa prepovedan. Da komisija od nas hoče čez nekaj drugega. Ampak ko sem jih poslušala, sem pa dobila občutek, da sta pač ona dva tako, kako naj rečem, strokovno zaverovana v to rešitev, ki se jima pač zdi nepravilna, da sta enostavno
zanemarila ta vidik tudi, bom rekla, odziva javnosti na to rešitev. Ne. One dva namreč so še vedno prepričana in po svojima dajem celo prav, ne, da je ta strokovna rešitev pravilna. Pravim, je pravilna lahko, ne, ampak je pa absolutno nesprejemljiva. Nesprejemljiva za ta čas in nesprejemljiva za našo državo, ki je tudi na ravni Evropske unije pohvaljena s tem, da imamo dokaj visok nivo varovanja potrošnikov že vzpostavljen in je seveda jasno, da nimam nobenega interesa, da bi ta nivo zmanjševali. Aha, ja, kar se potrošniških, gledajte, mi skozi govorimo o Sloveniji, a ne, da imamo zdaj tudi tretji sektor, to so nevladne organizacije, ki lahko s svojimi aktivnosti na svoj način, a ne, bistveno prispevajo k boljšemu, bolj učinkovitemu in transparentnemu izvajanju določenih funkcij in aktivnosti, ki so bile včasih izključno v pristojnosti države. Pravimo, tretji sektor, nevladne organizacije, pomemben sektor. Vendar običajno, ne, smo bolj kot zdajani, da imamo tukaj več besed, kot pa da bi dejansko kaj tudi naredili, da bi aktivno vključili nevladne organizacije v delo. No? In jaz mislim, da na področju potrošništva, varovanja potrošnikov, ne, je kar nekaj organizacij, no najbolj odmevna ali pa najbolj prepoznana v javnosti sigurno Zveza potrošnikov Slovenije, ne, ki po moji oceni, ne, dobro upravlja svoje dejavnosti. Ne, sem prepričana, da njihove aktivnosti vseeno prispevajo k temu, ne, da so naše trgovine založene z proizvodi, ki so primerni in varni, ne, za potrošnike. Ne. Je pa tukaj še vrsto drugih potrošniških organizacij, ki mogoče v tem trenutku niso tako prepoznane v Sloveniji, niso tako vidne, ampak imajo prav tako ambicije, želje in verjamem tudi znanje, da nekaj naredijo na tem področju. Ne. In jaz pravim, nobenega razloga ni, da se uradniki na ministrstvu ali na enem uradu, ne, itak pravimo, da imamo preveč te državne uprave in da je treba stroške, ne, zmanjšati, ne vidim nobenega razloga, da ne bi prav tako učinkovito ali pa še bolj učinkovito samih aktivnosti za z področja varovanja potrošnikov upravljali nevladne organizacije. Ker kaj pa pravzaprav delamo? Mi pišemo zakone, ok, to je naša funkcija. Pripravljamo nacionalni program varstva potrošnikov, kaj pa je tam noter napisano, tam noter so pa pravzaprav aktivnosti osveščanja potrošnikov, kakšne so njihove pravice, obveščanja potrošnikov o morebitnih slabih proizvodih in storitvah, ki se pojavljajo na trgu, o preprečevanju poskusa zlorabe, a ne, potrošnikov in preizkušanja cen. Skratka, so take aktivnosti, ki jih nekdo, a ne, za določeno ceno lahko po našem mnenju prav tako učinkovito naredi. Mi tako ali tako vsako leto razpišemo določen obseg sredstev, ki je namenjen delovanju in izvajanju aktivnosti v teh potrošniških organizacijah. A ne. In mi bomo na tem področju samo še malo bolj dodelali ta sistem, ne, izvajanja. Zdaj, recimo, Urad za varstvo potrošnikov je dobil XY evrov. Koliko jih boste zdaj na javnem razpisu ponudili potrošniškim organizacijam, da bodo izvajali te aktivnosti, ki jih je zdaj imel Urad za varstvo potrošnikov, se pravi promocija, osveščanje in podobno, ne? Ali bo to potem znižano stroške? Ali tako, za izvajanje vseh, najmanj, kar bojo znižani stroški, bojo znižani za stroške, materialne stroške in za stroške delavcev, ki imajo zdaj seveda veliko večje funkcije, konkretnih številk pa še nimam. Ampak zagotovo to pomeni racionalizacijo. Prvič pomeni manj ljudi, ki se bojo ukvarjali s tem področjem na ministrstvu, ne, se pravi samo stroške delovanja, administracije, materialni stroški, plače, ne. Tam imamo vseeno direktorje, pa poslovne prostore imamo tam najete, ne, to kar nekaj nanese, ne, na leto. Ne. Seveda, ker nevladnim organizacijam bomo dajali sredstva ne za njihovo delovanje, ampak za izvajanje aktivnosti. Ne. In tukaj absolutno je po mojem oceni ena racionalizacija narejena. Seveda bom pa poskrbela, ne, to pa tudi
želim, da je pa poslovanje z njimi, če lahko tako rečem, sodelovanje s potrošniškimi organizacijami pa zelo transparentno. Ne. In tukaj bodo potem seveda zahteve na naši strani, na kakšen način so bile sredstva porabljena, za katere aktivnosti, ne, po kakšni vrednosti, ne, to bojo pa seveda stvari, ki jih bomo zelo kontrolirali. Ne. Jaz moram reči, da mogoče nimam problemov s tovrstnim sodelovanjem z nevladnimi organizacijami, zato ker sem prej zelo aktivno delala na področju turizma. Ne. In vi veste, da na področju turizma imamo tretji sektor ali nevladni sektor zelo dobro razvit. Imamo turistična društva, turistično zvezo Slovenije na nivoju Slovenije, ne. In tudi tam smo že pred leti uspeli razviti sistem sodelovanja in tudi sofinanciranja aktivnosti, v tem primeru društvene turistične organizacije. In jaz mislim, da te prakse in te modele, ne, lahko porabimo zdaj tudi na področju varovanja potrošnikov. Jaz bi imela vprašanje, pa mogoče se bom malo dopolnila kolega. Jaz mislim, da je bilo vprašanje, če bo zdaj več denarja za razpise, ker bo manj stroškov s tem uradom, da ne bo več. Ja, lejte, ja, ne, prej bi rekli, da bojo manjši stroški delovanja ali pa izvajanja, ne, funkcije, ne, za varstvo potrošnikov, ker sredstva za izvajanje aktivnosti na področju varovanja potrošnikov so zdaj že določena, ne, v proračunu, ne. Ali bomo povečali sam obseg sredstva za izvajanje aktivnosti ali ne, to je pa v tem trenutku še preuranjeno reči. Potem me zanima, te ljudje bodo odpuščeni, ja, ne. In pa še, kaj to pove pač o tem, ne vem, vašem zaupanju vaših strokovnih sodelavcev? No, lejte, absolutno na Ministrstvu za gospodarstvo ne potrebujemo tako velikega števila ljudi, ki se bojo ukvarjali s področjem varstva potrošnikov, kot ga imamo zdaj. Ne. Zdaj imamo na uradu in potem imamo še na ministrstvu posebej. Ne. Tako da na tem področju absolutno zdaj v konkretnih številkah, koliko točno raje ne bi še govorila, ker še ne vemo čisto točno, koliko je tistih, ki jih bo zdaj preveč. Potem pa jasno, veste, kako funkcionira ta naša uprava in kakšna pravila imamo, ne. Mi absolutno najmanj 3 ljudi ne bomo potrebovali, to seveda ne pomeni, da bojo odpuščeni iz celega sistema javne uprave, ampak bomo verjetno za njih poskrbeli znotraj uprave. Ne. Ampak na vsak način pa mi ljudi v takem obsegu ne bomo potrebovali, ker drugače pa res ne bi bilo nobenega učinka najenega. Torej ne ostanejo na ministrstvu? Lejte, jaz, če sem čisto odkrita, ne, na Ministrstvu za gospodarstvo nimamo potreb po novih sodelavcih, tudi na drugih področjih ne. In pravzaprav sledimo temu, da znižamo ne, še število zaposlenih, tako da za te, veste pa, da kako se deluje sistem, ne, v bistvu je delodajalec država, Republika Slovenije in znotraj tega sistema, če bo kdorkoli drug pa ima te potrebe, bojo pač prerazporejeni oziroma bo ponujena možnost, da zasedajo tista delovna mesta, drugače pa seveda sledijo pa drugi ukrepi. A so ta zakon napisali ljudje, ki so zdaj odpuščeni, a so to bili zunanji sodelavci, koliko je to ostalo, če so bili zunanji sodelavci? Dobro vprašanje. Upam, da govorim resnico. Zakon ne bi pripravljali sodelavci Urada za varstvo potrošnikov in pa moji sodelavci na Direktoratu za notranji trg. Da bi zato dali kakršnokoli javno naročilo, pa spet nisem seznanjena in upam, da ne bo to še eno presenečenje. To pomeni ja, tudi to je problem, ne? Kako smo pravzaprav pristopili, na kakšen način se je obravnaval, so se obravnavale te rešitve sprememb zakona. Mi imamo strokovni svet za varstvo potrošnikov, menda, ne, so bili seznanjeni za temi rešitvami, ampak da bi bilo pa kakšne uradni sestanki na to temo pa tudi, zdaj spet pravim menda, ne, te stvari še nimam preverjene, ni bilo, ne, so napovedane. Jaz pravim, tukaj je mogoče, pa sploh ne odobravam tega, ne. Po mojem mnenju namreč preden je šlo v javnost, bi moral strokovni svet to obravnavati. Ne. In preden je šlo v javnost, bi mogel še širši krog ljudi, strokovnih ljudi
ta osnutek pregledati, preden bi šel v širšo javno obravnavo. Ne. To ni bilo narejeno, to je tudi velik kiks, če mene vprašate. Ne. Ampak je pa sklican, ne. Čeprav vem, je pa sklican ta strokovni svet, ampak zdaj le pravzaprav že čisto prepozno z tega vidika, ne. Jaz pa bom sklicala zdaj te potrošniške organizacije, prav zaradi tega, ne, da vidim, ali je kam pravzaprav zadeva pelje oziroma do katere mere je neusklajena. Ne. Jaz bi še imela vprašanje, in sicer je to na nek način prelaganje odgovornosti, se pravi odpuščanje podrejenih, prelaganje odgovornosti, se čuti tudi kaj krivo za to? Če sem čisto odkrita, ne, nekaj dni se že sprašujem o tem, ali naj tudi jaz ponudim odstop. Ne. Zaradi tega jaz se čutim odgovorno, absolutno se čutim odgovorno, ne, že zaradi tega, ker to kaže, da bi lahko rekli, da nimam kontrole nad tem, kaj se dogaja, ne, na ministrstvu. Ne. In imam probleme sama s tem, vendar sem se po pogovoru odločila, da v tej fazi to mogoče še ni potrebno. Ne. Se pa čutim odgovorno. Tisto, kar me pa recimo drži na tej strani, da se že ne odločim za to, da ponudim svoj odstop, je pa prav to dejstvo, da v tem primeru je dejansko šla cela zadeva mimo mene. Ne. Ampak tudi enega indica ni bilo, ne, da bi me kdo hotel upozoriti. In v tem primeru bom rekla čistko odkrito. Ne. Tudi gospa Kotinova bi me lahko upozorila. Ne. Pa vem, kaj bo rekla. Sem bila 3-krat najavljena pri ministrici, pa 3-krat me je odpovedala, ne, obiska. Ne. A veste, jaz to večkrat naredim zaradi tega, ker padajo stvari, ki so bolj obvezne in moram kakšen obisk tudi predstaviti. Jaz vem, da se to nas podobi in da to ni ok, ampak tako moramo delati. Imamo pač mnogo stvari na mizi. Ampak, če mi pa nekdo napiše, ne, in me upozori, ministrica, imate problem, na tej točki zadeva ni usklajena in se moramo pogovoriti, v tem primeru pa zagotovo, če je treba v polnoči, pa v polnoči skličem oziroma se pogovorim s tako osebo. Vendar v tem primeru dejansko šla zadeva mimo mene in verjemite mi, ko sem zagledala v medijih tisto informacijo, ne, sem se vprašala, kdaj smo to pravzaprav naredili. In sem se malo vprašala, da pravzaprav mogoče pa res rabim kakšen dopust, ker očitno ne sprejemam več informacij o dogajanjih na ministrstvu. Ne. Ampak potem se je izkazalo, da dejansko je šlo to mimo mene. Ne. Zato se nisem nič spomnila. Ne. To je dober vprašanje. Ne. Ste rekli odgovornost, ne, in ali bojo zdaj ti ljudje odpuščeni. Ne. Odgovorna. Ne. Obama pa ta podpisane pogodbe, ne, ki ima omogoča zaposlitev po prenehanju funkcije, ker to so funkcije zaposlitev v okviru ministrstva. Jaz moram pač to pogodbo spoštovati, ne, ker tukaj ne morem govoriti, da gre za ne vem kakšno krivdo, škoda še ni povzročena, vseeno morate razumeti, da tukaj gre za fazo javne obravnave, se pravi, to je tista ta prva faza, ko šele prideš z rešitvami v javnosti, normalno, da takrat pride do reševanja oziroma do konflikta tudi interesov, ne, različnih in takrat se pravzaprav šele končni predlogi zakona običajno ne oblikujejo. No, tako da zdaj, da bi bila to taka zamera zaradi tega, ne, da bi tudi nimam inštrumenta, da bi jih lahko celo odpustili tega inštrumenta, ne, praktično nimamo. Ampak je pa po mojem to pa tudi lahko en dober opomin, ne, da pač kot sem že rekla, naj odgovornost prevzamejo tudi tisti, ki delajo znotraj ministrstev. Ne. To pomeni, da gospod Vrtačnik in gospod Gruber ostajajo. Kakšno bo zdaj njihova funkcija? Mislim, kaj bo počel? In pa še glede na ukinitev urada za varstvo potrošnikov. Lansko leto ste ukinili sredstva, mislim, neka dodatna za Zvezo potrošnikov Slovenije, takrat so oni potem prenehali z določenimi projekti. A to pomeni, da bodo zdaj dobili spet nazaj ta sredstva, da bodo lahko nadaljevali s kakšnimi projekti? A kako mislite to, kar zdaj? Ja, tako je, absolutno to, kar ste rekla. Ne? Mi bomo seveda zdaj vse aktivnosti, ki jih imamo predvidene ali načrtovane v nacionalnem programu varstva potrošnikov, v letnem programu varstva potrošnikov, ne,
bomo sedaj seveda z razpisom na en transparenten način dali v izvajanje potrošniškim organizacijam. Ali bo zdaj ta določena aktivnost, ne vem točno, katero govorite, ne dobila Zveza potrošnikov Slovenije ali katere druge organizacije, to je pa potem seveda odvisno od rezultatov razpisa. Ta gospod Vrtačnik, gospod Burger ostajajo pa na ministrstvu? Ostajajo na ministrstvu, ja, take pogodbe imajo. Zdaj jaz sem, seveda, lejte, odločitev je bila sprejeta danes, razrešitev mora iti na vlado, imamo še par dni časa in moj generalni sekretar bo seveda pogledal, po pogodbi ima pripada enako mesto, kot sta ga imela, oziroma istovrstno mesto, ki sta ga imela pred nastopom funkcij, in bomo pač poskušali najti taka delovna mesta oziroma jih prerazporediti tja, kjer boste pa vseeno s tistim znanjem, ki ga imate, lahko prispevala k učinkovitemu delu ministrstva. Pa še vam moram odgovoriti to. To je dobro vprašanje, ste rekli, kakšne sodelavce imate. To niso sodelavci, ki bi si jih izbrala jaz. To so bili sodelavci, ki so bili pač na ministrstvu, ko sem nastopila mandat. Tukaj smo ministri večkrat v velikih dilemah. Vsak vodja si želi okrog sebe, saj tisti ožji krog ljudi, ki jim lahko 100% zaupa. Mi te možnosti ne smem reči, da nimamo. Vsi ministri imamo možnost, da ko nastopimo mandat, imenujemo nove direktorje, si imenujemo najožji tim sodelavcev. Vendar jaz se seveda nisem odločila za to, da zamenjam direktorje direktoratov, ker prvič smo se že prej poznali in do zdaj nisem prepoznala kakšnih indicov, da ne bi strokovno delali ali pa da mi ne bi bilo jim treba zaupati. Ampak tokrat smo pa sem očitno naredila eno napako in zdaj si bom poskušala seveda najti sodelavce, ki jim lahko zaupam. Izvolite, tole najprej kolegica, ki vi ste že pa kolega. Mirjana Ribič, za večer. Me zanima naslednje, gospa Radičeva, vidimo, da se zelo trudite, da rešujete, kot se temu reče, te požare, ki so na dnevnem redu. Ali se vam zdi, recimo, jaz se spomnim, ko je ta vlada nastopila tega gospoda Pahorja, je rekel, da ne bo odpuščal iz ministrstev ljudi, ki so bili v drugih strankah, recimo, da ne bo delal preveč teh kadrovskih problemov. In ali so to konkretno ljudje, recimo, ki so druge strankarske pripadnosti, tudi ni vaša stranka, pa mogoče zaradi tega tudi prihaja mogoče do nekega nezaupanja med sodelavci, da prenos informacije tudi zatajil, kot temu pravite. In še nekaj, recimo, slišali smo tudi, da je ta trgovski in gospodarski lobby tudi zelo močan. Recimo, zdaj vemo, da je Merkur kot največji slovenski trgovec v taki krizi, da mogoče prav tudi njemu ali pa drugim nekaterim trgovcem ne odgovarja ta garancija enoletna, ki je po zakonu, ker se pravzaprav dušijo v finančnih težavah in to dodatno pomeni večje stroške, servisiranje in tako naprej. Tudi mogoče je bil mogoče pritisk teh združenja iz gospodarske zbornice, recimo, ne vem, združenja. Ja. No, sej razumem, to sem že omenila. Jaz sem, ko sem iskala razlog, zakaj je do tega prišlo, mi je ta prvo padlo na misel, da zagotovo zadaj kakšen lobby. Vse je normalno, vsaka rešitev, ki jo predlagaš, zagotovo nekomu ni všeč. Ampak jaz tega seveda ne morem dokazati, da je prišlo do mene nihče ni prišel. In če bi prišli do mene, bi dobil zelo jasen odgovor, čeprav moram skrbeti tudi za konkurenčnost gospodarstva, da pa v tem primeru je pa seveda varstvo potrošnikov v ospredju, ker pa sem prepričana, da zdaj pa samo s tem, da če ukinemo obvezne garancije, se pa njihova konkurenčnost nam bo bistveno spremenila. Tako da tukaj bi se absolutno, če bi prišli do mene, obrnila na to stran, vendar do mene niso prišli. Dopuščam pa možnost, to sem povedala, da so bili pritiski na te odgovorne, ki so pripravljala ta predlog. To sem rekla, da je ena od opcij. Ampak, kot pravim, ko sem se pogovarjala z njima, bolj pravim, da gre za eno strokovno zaslepljenost, prepričanost v prav in
pač spregled, da je potrebno upoštevati še kaj drugega na svetu, kot pa samo stroko. Če lahko še gospe odgovorim, to je zelo dobra poanta. No. Jaz mislim, da mi bo predsednik tole zameril zdaj, kar bom povedala in bo rekel, da je to nekorektno, ampak mogoče tista odločitev, ne, da ne bomo menjali direktorjev direktoratov, na začetku tega mandata ni bila najboljša. Ni bila najboljša predvsem z enega vidika, ker dejansko ne vsak si na tako zahtevnih mestih, ne, kot so ministrstva, ne, vseeno gre za sistem, v našem primeru velik 500 ljudi, ne, pa vseeno okrog sebe želi sodelavce, ki jim lahko zaupa. Ne. In pa ne moram reči, da ne vem, sploh ne vem, ali so moji direktori politično opredeljeni drugi, ali pa če za koga vem, ne vem, ali koliko je aktiven na političnem področju. Ne. Ampak vseeno jaz mislim, da to ni v redu, ne, in tudi po mojem v bodoče za razmisliti, na kakšen način pravzaprav se te stvari dogajajo. Ne. Dejstvo pa je, ne, da jasno pa, da ne moramo menjati cele administracije. Ne. V Ameriki recimo je to popolnoma normalno. Ne. Mi pač nimamo tako veliko ljudi, da bi lahko menjala administracijo, tudi to ni naša kultura, ampak vseeno jaz mislim, da tiste prvi krog ljudi pa vseeno bi lahko menjali. Sej možnosti imamo, ne. Ni nobenega razloga, da tega ne bi naredili, ampak glede na to, da je bila usmeritev, da ne delamo tega kar takoj, ne, ampak da pač pustimo direktorjem, da se dokažejo, smo pač tako odreagirali. Hvala. Zdaj imamo tukaj na vprašanje pa gospod Drnovšek. Zdaj, sam par stvari. Prvo ste govorili o tem, da ste potrdili, oziroma da ste predlagali razrešitev in da na ministrstvu ne potrebujete teh ljudi. Potem ste rekli, da ostajajo na ministrstvu. Nisem se razumela. Na uradu za varstvo potrošnikov je zaposlenih še več ljudi. A ne? In ker ukinjamo urad za varstvo potrošnikov, seveda tam ne bojo vsi prenešeni na ministrstvo za gospodarstvo in se ukvarjali s potrošnikom. Gospa Burgarjeva in gospod Vrtačnik imata podpisane pogodbe, ker sta oba na funkcijah, zdaj, ki jim omogočata, da seveda potem se vrneta na tisto delovno mesto, ki sta ga pred nastopom funkcije imela. Okay. A je kakva ocena skupaj urad, pa tudi direktorat od gospoda Vrtačnika, naprimer, koliko je teh ljudi, ki so pripravljali zakon in koliko je teh ljudi, ki so prebrali to direktivo? Ne vem, 10, 15? In koliko je teh ljudi, ki so prebrali to direktivo narobe? Aha, tega podatka vam zdaj natančno ne morem dati. Jaz sem v bistvu to vprašanje že pošiljal včeraj vam, ne, koliko je zaposlenih, oziroma koliko ljudi je sodelovalo pri pripravi tega, ne, konkretno, je to 10 ali 15 ali 20? Bomo dobili danes odgovor, ja, čakamo. Pa potem kar naslednje, ne, a je praksa, da se kdaj mogoče pri takih zadevah posvetujete, glede na to, da je tudi vaš gospod Vajdl, ne, iz iste stranke, da se posvetujete z europoslanci, ker oni so bili ostro so napadni, ne, in so bili ogorčeni, kako lahko nekdo to bere, tako napačno direktivo, ne. Torej, če 10-15 ljudi tako napačno to bere, ne, kaj za vraga so predtem delali, ne. No, jaz sem prepričana, da je to manjša ekipa, prvič to, ne, nimamo takih ekip, da bi 15 ljudi pripravljali en zakon, to zagotovo, ne. Imamo potem tudi stalno predstavništvo v Bruslu, a ne, kot tiste, ki so nek prevodnik in tudi support, a ne, ministrstvom pri pripravi zakonodaje ali prenašanje direktiv v pravni red. Moram pa reči, ne, da tudi zdaj europoslanci nekaj so komentirali, ne, predvsem včerajšnja izjava gospoda Ane Kacina ni bila ta prava izjava. Ne. Gospod Kacin ni razumel, kaj se dogaja in kaj je pravzaprav problem. Ne. On je govoril o eni direktivi, ki se šele pripravlja in je mislil, da mi že z tem zakonom želimo nekaj, eno obveznost prenesti ali pa nekaj, eno pravico zmanjšati glede na direktivo, ki bo šele pripravljena. Tako da tista informacija včeraj, ki se je vrtela po medijih, je moram reči, nekorektna in absolutno ni pravilna.
Zakaj pa do takih napačnih interpretacij prihaja, ne, prav pri tem, v tem primeru, je pa dejstvo, da je pa po mojem je problem v tem, saj tako ga jaz zdaj razumem, da v Evropski komisiji ne razumejo tega inštituta obvezne garancije za brezhibno delovanje tehničnih proizvodov. Ker nikjer v Evropi te garancije nimajo in ko tam rečeš garancija, ne, vsi pomislijo avtomatično na garancije za stvarne napake, ne, ki morajo veljati za vse proizvode, ne, in ki morajo biti po direktivi obvezne. In to je glavni spor, ker sem šla jaz brati zdaj te upomine, ne, kaj pravzaprav nesporno. Ne. Sem videla, da je nesporazum v eni stvari. Ne. Oni nam očitajo, da imamo mi garancije samo za določene proizvode, za tehnične proizvode, ne, se pravi za te, ki imamo obvezno garancijo. Ne. In ne vidijo, da je to samo za del proizvodov, za druge proizvode imamo pa urejeno, ne, to garancijo za stvarne napake. Ne. In to je bil njihov učinek. Vi imate samo za en del teh proizvodov urejeno garancijo, za drug pa nimate. To, da je pa obvezno, pa oni sploh ne razumejo. Ne. In jaz bom tudi namen, jaz mislim, da drugače tega ne bomo rešili, bo treba iti v Bruselj na Evropsko komisijo, da bomo ta konflikt razrešili. Jaz drugega ne vem. Ne vem, kaj bi drugače bilo. Tako jaz zdaj to berem. Verjemite, da se prej nisem tako podrobno v to absolutno ne spuščala in se tudi ne bi, vam zdaj povem, da ne, se ne spuščam tako podrobno v take stvari, če ne bi do tega konflikta prišlo. Ampak to je, evo, to je dejstvo, ne. Da včasih prihaja tudi do takih nesporazumov in tudi poslanci niso v tem primeru pravilno razumeli. In tudi gospa, ki je govorila iz tega Evropskega združenja za varstvo potrošnikov, z Belk, ali kako se reče, ne. Tudi ta gospa, takrat, ko je govorila, ne, da imamo pa ene primere dobrih, tako dobre rešitve, ne, v Sloveniji, ne, da bi bilo treba celo na raven Evropske unije prenesti in da absolutno ne vidi nobene potrebe, da bi mi karkoli ukinjali, tudi to je kazalo na nerazumevanje naše sedanje ureditve. Ne. Ker dejansko je to unikum, noben nima take rešitve. To so imeli Srbi, imeli so Hrvati, vendar so že vsi te rešitve dali ven iz svoje zakonodaje. Tako da dejansko na tem področju ostajamo sami. Hvala. Gospod Arnaušek je še. Madžari so našli eno rešitev, ampak ni. Tudi ni več taka, kot jo mi predlagamo zdaj. Bi se navezal na tole. Oktobra 2008 je bil dan predlog. Upam, da gre za isto direktivo. Tako te direktive, v kateri so takrat strokovnjaki kot je Breda Kotini podobni razlagali, da bo ta direktiva spremenila in ukinila to minimalno harmonizacijo. Ja. Torej, v bistvu pa potem spet vrtačnik prav. Ja, takrat je, dejansko je tako govorila, ja. Ampak tako, tudi ona takrat, jaz sem prepričana, da tudi ona, sem tudi jaz brala, to imam tukaj v fajlu, a ne, tudi ona takrat ni tega razumela, a ne. Ampak dejansko se jaz verjamem, ne, te direktive pa drug jezik in vse to, ne, so včasih res težko razumljive in je problem, ne, da jih pravilno prevedeš in potem seveda preneseš v pravni red. No. In na tem področju, a ne, se je prav zaradi te prvič unikuma, ne, ki ga Evropa ne pozna, a ne, in po drugi strani ta dvojnost, ne, garancije, ki v bistvu obstaja, ne, garancije za brezhibno delovanje, ne, ki je pri nas obvezna za tehnične proizvode in pa garancije za stvarne napake, a ne razumejo in Evropi, da gre za dve, a ne, stvari, po mojem je bil to tista glavni konflikt. Ali so direktive ni še pravni akt kot zakon? Ne. Lejte, za vsako direktivo je določeno in dogovorjeno na ravni Evropske unije, ne, v kakšnem, kako se upošteva. Lahko imamo načelo popolne harmonizacije, to pomeni, da morajo vse države imeti enako. Ne, in v svoje zakone potem tista določila direktive morajo točno tako, kot to v direktivi piše, prenesti. Ne. Potem imaš lahko načelo minimalne harmonizacije, ne, kar pomeni, da mora vsaka država samo minimum
ne, kar je v tisti direktivi noter prenesti, lahko ima pa več pravic. V primeru potrošnikov, varovanja potrošnikov to velja. Mi moramo upoštevati minimum, ne, se pravi tiste minimalne zahteve o garancijah za stvarne napake. Ne. To, kar bomo pa mi zdaj naredili, da bomo ohranili obvezno garancijo za brezhibno delovanje tehničnih proizvodov, je pa nadstandard, bomo rekli. Ne. Je pa tisto, kar je več, kar omogoča pač večjo varstvo potrošnikov in to v tem primeru je dovoljeno. Ni pa povsod tako, ne. Kaj se bo zdaj s tem zakonom zgodilo? Vstaja še zmer v javni razpravi, ga boste umaknili? Ja, poglejte, jaz sem se odločil mimo javno razpravo za ta zakon zdaj zaprli, ne, ker je tako velika sprememba potrebna, da je nesmiselno, da se še kdorkoli v javni razpravi s tem predlogom ukvarja. Ne. Bomo zaprli, sem povedala, se bomo pogovarjali z tistimi, ki se zastopijo na te stvari, se pravi tudi s potrošniškimi organizacijami, pripravili nov predlog in ga dali nazaj v javno obravnavo in potem v proceduro. Tokrat rok daljši, kot je do zdaj 14 dni, ker bo tako kratka? Ja, tudi to moram pojasniti, zakaj je bilo prvi. Ja, obljubili smo in to je tisto, kar državni sekretar zaradi česar me državni sekretar ponudil odstop, on je pač podpisal in obljubil, da bomo to poslali v parlament spremembe, ne, zakon o varstvu potrošnikov poslali v parlament s 1.1.2011, zato so bili potem tudi taki roki postavljeni, obravnava do 31.12. in tako naprej, vse na trdo narejeno. Seveda rok ni bil postavljen zato, ker bi bili radi všečni Evropski komisiji, ampak zaradi tega, ker nas že resno preganjajo, da moramo to urediti. Ne. Še enkrat vprašam. Nam lahko zagotovite, da nišče od zunanjih sodelavcev ni bil plačen za to in da je bil napisan zakon v vašem ministrstvu in da zdaj, če ga omikate, da država ni plačala niti centa za ta zakon? Vi očitno imate že eno informacijo in jaz bom rekla, ne vem. Sem pa povedala, da bomo to zdaj preverili tako in bomo povedali. Lahko še dobimo tudi število zaposlenih na uradu na direktoratu. Ali lahko še tole vprašam, kaj so potem poslanci narobe razumeli pri tej sprav? A so mi mislili kakšno drugo direktivo? Gospod Kacin je imel zagotovo v mislih direktivo, ki se šele pripravlja. Ker v Evropski uniji se pripravlja nova direktiva, ki pa zvišuje tudi še nivo varovanja potrošnikov, ampak je še, ne vem, 6.000 pripomb, no, še na direktivo, se pravi, še popolnoma neusklajeno. Tako, ja, in zdaj se to nekje, tako, ne. In on je bil, vsaj tako se iz njegovega komentarja ne vidi, on se je skliceval na to direktivo, ki še ni in je pač mislil, da smo Slovenci spet bolj papeški od papeža in da že kar nekaj prenašamo v pravni red, kar še ni, no, tako je bilo razumeti, ne. Torej pa potem zagotovljeno, da z ukinitvijo urada za varstvo potrošnikov bo vseeno poskrbljeno za potrošnike. Mislim, da ker recimo ZPS ima tudi včasih kakšne svoje interese, ne, verjetno, ali pač. Ja, seveda, naš glavni cilj je, da se zagotovi varstvo potrošnikov. ZPS je pač ena od organizacij, ne, ki bo lahko sodelovala pri vodenju, rekli, politike varstva potrošnikov, ne. Seveda mi pričakujemo, da bo se povečala učinkovitost izvajanja aktivnosti, vendar tako kot sem rekla, ne, na transparenten način in pod nadzorom Ministrstva za gospodarstvo, ki bo za to zagotavljalo sredstva, če bo za to zagotavljalo sredstva. Ne. Niso pa edini, to pa morate razumeti. Kako bo se potem v bistvu reorganizirali? Ministrstvo se pravi, pač verjetno ne boste podelili potrošniškim organizacijam neke enforcer moči, ne, da pač one izvajajo sankcije, se pravi, verjetno še zmer ostalo v pristojni, ki bo to inšpektorat potem še... Tako. Te funkcije, se sem rekla, tiste tipične državne funkcije, funkcije, ki jih mora javna uprava dela, to je priprava zakonodaje, potem nadzor in pa prekrškovni postopki, to seveda še vedno ostaja v pristojnosti javne uprave. Ampak na področju potrošnikov je ključno to osveščanje, vodenje raznih aktivnosti, recimo spremljanje ali pa kontrola cen, primerjava cen, izdajanje časopisov, publikacij, te aktivnosti naj pa delajo potrošniške organizacije. Naj nas opozarjajo, naj prekrškovni organ opozarjajo, kaj je narobe, kje je narobe.
Hvala. Še kakšno vprašanje na to temo? Ja, hvala lepa, če ni nobenih vprašanj. Hvala. In prosim, če se ste vsi podpisali, da bomo tudi te odgovore še, ki so Se pravi, če smo v zunaj naročili, zakon, ja, pa število zaposlenih, ki je na uradu, ne? Ja, se imamo to. Bomo tako naredili, koliko urad, koliko jih na ministrstvu, ne? A se prosim za to na listo navzočnosti, za to, da bomo res vsem poslali.